Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Vsak teden v 3 oddajah iščemo namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite pri odkrivanju Slovenije. Še zadnjič vas vse prav lepo pozdravljam iz občine Ptuj. 2 dneva raziskovanja te nadvse zanimive občine sta že za menoj in če sem prvi dan uživala v spoznavanju zgodovine Ptuja skozi čas rimskega cesarstva, me je včeraj prav tako navdušil razvoj mesta v srednjem veku. No, danes pa, vsaj upam, pridem še sploh na svoj račun, kot kaže, bom spoznavala vino in kulinariko tega območja. Dober dan. Dober dan. Pozdravljeni, pozdravljeni. Pozdravljeni. Tale vinska klet ima zelo bogato tradicijo, kaj ne? Tako je, to je najstarejša klet v Sloveniji. Pohvalimo pa se lahko tudi, da hranimo najstarejše vino na slovenskem v naši bogati arhivski zbirki. Drugače, sama klet je bila zgrajena leta 1821, medtem ko lahko o začetkih vinarstva na Ptujskem govorimo že, ko so v 69. letu tukaj živeli rimski vojščaki, ki so bili veliki vinoljubci, nato pa nekako to njihovo tradicijo nadaljujejo tudi bratje Minoriti, ki pričnejo z proizvodnjo vina in kasneje tudi začnejo vino izvažati, tako da imamo preko 780 let neprekinjene vinske trgovine na Ptujskem. No, vina Ptujske kleti so poznana pod imeni 3 blagovnih znamk. Katera so to? Tako je, to so 3 blagovne znamke. Naša najbolj poznana je Haložan, to je tudi naše najbolje prodajano vino. Potem imamo blagovno znamko Pulus od leta 2007, ki je nekako so to buteljčna vina in vina višjega cenovnega ranga tudi. In pa še tu je blagovna znamka Pinky Chick, kjer pa gre za vino rosé, torej z vrst žametne črnine in modrega pinoja. No, Pulus je že vse od leta 2007 determiniran kot zmagovalni okus tako med vinoljubi kot tudi med stroko in je v zadnjih 9 letih dobil že več kot 300 medalj, kar ga uvršča v sam vrh, verjetno ne samo v Evropi, ampak po celem svetu po številu odlikovanj, kaj ne? Tako je, smo prejeli kar veliko priznanj, nagrad, tako na slovenskem kot tudi na mednarodnem nivoju. Pohvalimo se lahko torej z medaljami iz ocenjevanj, kot so Decanter, ABC Vienna, torej Austrian Wine Challenge, kot pa tudi na slovenski ravni. Nenazadnje smo pred kratkim na tekmovanju someljejev, Sommelier Selection, bili rangirani kot najbolje ocenjen vinar celotnega tekmovanja. Naša vina so bila izbrana tako k špargljevim jedem, gobjim jedem, zelenjavnim jedem in nekaj naših vin torej tudi rangiranih kot zmagovalci v posamezni kategoriji. Si lahko mogoče pogledava še preostanek kleti? Seveda. Kje pa sva zdaj? Sedaj smo prišli v del kleti, ki je bil zgrajen nekaj let kasneje, okrog leta 1921 in tule vidiva betonske cisterne, ki so bile za tisti čas zelo popularne, nekaj takega, kot so tanki iz nerjavečega jekla danes. Takole vino se je hranilo tule notri, tule je taki meter, da vidiš, koliko je vina notri, znotraj pa so cisterne obložene z steklenimi ploščicami. Danes se žal več ne uporabljajo, so pa vseeno zanimiv del naše preteklosti. No, prej ste omenili, da tukaj čujete tudi najstarejše slovensko vino. Kje ga lahko najdemo? Tako je, to je vino, ki se imenuje Zlata trta.
Tako da kar predlagam, da se sprehodiva do arhive in si pogledava našo bogato arhivsko klet. Sedaj se nahajava v naši arhivski kleti, to je ena izmed 3 naših arhivskih kleti, kjer skupno hranimo okrog 180.000 steklenic arhivskega vina. In ravno tule pred nama je tudi naš zaklad, torej Zlata trta, letnik 1917, ki ga je v ta vinski arhiv položil takratni lastnik Josef Ornik. No, mene pa zdaj za konec še zanima, glede na to, da nisem nikjer videla mojega namiga, če mogoče vi veste, kje se skriva moj naslednji namig? Namiga za vas tukaj žal nimam, je pa povezan z vašo prvo točko, ki ste jo na Ptuju obiskali. Prva točka, se pravi z Mitrejem. Dobro, bom poiskala. Kot so me podučili, je mitreizem perzijska vera s skrivnostnimi obredi, ki so se jih udeleževali le moški. Mitreji pa so svetišča, ki naj bi jih začeli graditi v 2. in 3. stoletju. No, na Ptuju in njegovi okolici so do zdaj odkrili že 5 svetišč, po nekaterih ocenah pa naj bi bila še vsaj 2 neodkrita. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Jaz danes odkrivam skozi namige vaše mesto Ptuj in moj prejšnji namig me je pripeljal do vas. In me zanima, če mi lahko razkažete vašo vinsko klet in mogoče, da poskusim kak deci rujnega vinčka. Z veseljem, seveda, ne. Vinska kultura je na vsakem koraku na Ptuju. No, tale klet, če se ne motim, je stara že skoraj 1000 let. Res je, to je najstarejši del hotela Mitra, ki sega v srednji vek, v obdobje, ko se je gradil srednjeveški Ptuj. In tudi ta hiša je bila ena od osrednjih hiš v mestu pod Ptujskim gradom, ki je bila ponavadi v lasti večjih trgovcev, kasneje tudi vinskih trgovcev, ki so tukaj uredili tudi gostinsko hišo in hotel. In temu hotelu zato pravimo najstarejši hotel v najstarejšem slovenskem mestu, kjer se že gostinska dejavnost izvaja od leta 1756. Wow, to pa je doba. Tukaj je živela tudi družina Osterberger. Ja, res je. Osterbergerji so bili eni od večjih ptujskih vinskih trgovcev v zlati dobi ptujske vinske kulture. To je bilo v drugi polovici 19. stoletja. Oni so bili večji veletrgovci z vinom, se pravi so ga pridelovali in z njim tudi trgovali po vsej Evropi, tudi do Južne Amerike. In leta 1890 so od prejšnje družine Strauss kupili hotel, ki je že takrat deloval prej kot hotel Zum Goldenen Strauss, in ga preimenovali v hotel Osterberger 1890. leta in dvignili za eno nadstropje. Tako da v bistvu ta hiša je, bi rekel, od 1000 let nazaj, se pravi okrog 11. stoletja klet in pritličje, potem pa so se nadstropja dodajala v kasnejših stoletjih. In Osterbergerji so tukaj uredili resen hotel, tukaj so imeli vinsko klet za trgovanje z vinom v mestu in za potrebe hotela in so bili eni od tudi najzaslužnejših za vzpon vinske kulture v tej zlati dobi v drugi polovici 19. stoletja na Ptujskem. No, družina pa je tukaj živela vse do leta 1945, po vojni pa so jo zaplenili in lastnica je postala država in potem klet, če se ne motim, vse do leta 2008 ni bila prenovljena. Res je, v času, ko je ta zgradba delovala kot poseben oficirski hotel, dom Jugoslovanske ljudske armade v času prejšnje Jugoslavije, pa tudi kasneje, ko so ga obnovili v hotel Mitra že 1990. leta potem, klet ni bila urejena. Klet smo prvič očistili in izkopali, tako rekoč, leta 2008, v času zadnje velike prenove hotela Mitra, in od takrat smo uredili tudi to vinoteko, kjer predstavljamo vinsko kulturo Ptuja, Štajerske in tudi celotne Slovenije. Predstavljamo vina iz vseh 3 vinorodnih dežel Slovenije, iz večine vinorodnih okolišev in seveda mogoče celo poskusiva kakšno vino iz našega vinorodnega okoliša. Bi bilo dobro, ja.
Ja, poskusila bomo eno vino, ki je zelo zanimivo, zato ker je nekje vmes med belim in rdečim. Reče se mu sivi pinot, in ker je narejen z maceracijo, je roze barve, ampak to ni zaradi mešanja različnih sort ali pa samo zaradi maceracije, temveč zato, ker je sivi pinot vino, oziroma narejeno iz grozdja, ki je rdeče barve, meso je pa belo, in za maceracijo v bistvu dobi potem vino resnično barvo tega grozdja. Drugače je to belo vino, tudi deklarirano kot belo, ki ga pridelamo na Štajerskem seveda največ, ampak tudi nekaj rdečih vin in to je nekje vmes, tako da bomo poskusila povprečje štajerskih vin. Super. Na zdravje. Ja, naša štajerska vina so znana po tem, da so bodisi zelo močna, ker dosegajo visoke sladkorje zaradi veliko sonca in hkrati zaradi dovolj vlage, ravno dovolj vlage na tej meji dosegajo tudi zelo lepe vinske kisline, ki dajo pa svežino in aromatiko. In naša štajerska vina so znana po tem, predvsem bela, da dosegajo visoke moči, tudi visoke alkohole seveda, ampak hkrati ohranjajo svežino, aromatiko in sadnost in zeliščnost okusov. Visoka aromatika in moč hkrati so značilnost naših štajerskih vin. No, jaz bi z veseljem rada še kramljala, ampak sem zdaj že res pošteno lačna in bi se mi zelo prileglo eno dobro kosilo tukaj na Ptuju. Ja, Ptuj ni samo mesto vinske kulture, tudi mesto kulinarike, ki gre zelo lepo seveda za našo vinsko kulturo in mislim, da naj že nekdo čaka, ki bo zagotovo vas popeljal na pravo mesto. No, super, sem že res lačna. Preden greste naprej na kosilo, bi vam rad predstavil tudi del zgodbe o ptujski kavi. Namreč v tem hotelu se je že v leta 1756 naprej pražila kava. Takratni ptujski trgovec Jožef Kiperc je dobil pražarske pravice in je tukaj v tem prostoru prvi pražil kavo v celotnem območju tega dela Evrope. Zato mi po tej tradiciji, in to je delal do 1815, prav v tej hiši, zato smo mi obudili to tradicijo in tudi danes ponovno pražimo, mešamo in pražimo kavo na Ptuju, svojo blagovno znamko Kiperc, ki jo potem postrežemo tukaj gostom in ki je sestavljena mešanica 5 različnih vrst kakovostnih kavovcev. Torej, tukaj lahko kupimo to kavo in nikjer drugje? Ja, res je, mi to kavo tudi prodajamo, recimo zrno takole z našim brandom Ptuja in zgodbo o tradiciji pražarstva na Ptujskem zapisano, ali pa tudi takole v zmleto kavo za pripravo turške kave. In v bistvu to simbolizira tudi res bogato tradicijo ne samo vinarske kulture, vinske kulture, ampak tudi trgovske in pražarske kulture tukaj na Ptujskem. Predlagam, da poskusiva, ne? Bom, ja. Pozdravljeni. Dober dan želim. Pozdravljeni v hiši Grabar. Kar izvolite, tukaj vas na naši zelenici čaka miza, da vam nekaj ponudim dobrega. Kar izvolite. Hvala, smo že pošteno lačni. Zanima me malo več o vaši gostilni Grabar in o ponudbi, ki jo imate tukaj. Hiša Grabar je ogledala luč, se pravi 2013, tako da smo nekako 8 let dejansko v takšnem kulinaričnem dogajanju, v preobleki. Dejansko ponujamo sezonske jedi z pridihom lokalnega in tudi nekaj vam bom tokrat pripravila na uvodu. Medtem ko kulinarična pot naša je kar dolga. Prvo kot prvo,
da nas je nekako okolica sprejela, se lahko iz tega stola zahvalim dejansko obiskovalcem celotne Slovenije in gospodu, se pravi Mencingerju, gospe Violeti. Zakaj? Ker so nas dejansko nekako prvič sprejeli in da smo tudi v tednu restavracij cirka 8 let. Moram se pohvaliti, da imamo tudi 2 kuharski kapi iz francoskega vodnika, tako da splača se nas priti pogledati, okusiti in dejansko pogledati ta naš čudoviti pogled z te strani dejansko na Ptuj. Katero blagovno znamko vina pa so nam postregli sedaj? Se pravi, naš natakar vam je ponudil Sauvignon, se pravi vina Kobal. Njegovo, da malenkost predstavim, Bojan Kobal je zaslužen za našo ptujsko klet, se pravi dolga leta bil enolog ptujske kleti in pred leti je dejansko ustvaril samostojno pot in kaj sem zelo ponosna, sama izviram iz Haloz in njegovo rastihče vinogradov je dejansko Haloze. Takole, tokrat smo vam ponudili iz našega sortima Sauvignon, je takšen mlad, se pravi svež, igriv, polni in jaz upam, da pri tej hrani, ki vam bom zdaj pripravila, vam bo zelo, zelo odteknil. Tako da... Komaj že čakava. Hvala lepa. Hvala lepa. No, vas pa bi prosila, da mi poveste malo več o okusih Ptuja. Ja, tudi gostišče, kjer se nahajamo, je eno tistih ponudnikov, ki v našem mestu ponujajo, kot je že gospa povedala, tudi sezonsko, lokalno pridelano hrano. In pri nas je dobra kuhinja že od rimskih časov, lahko rečemo tudi tradicija. Obiskali ste tudi rimski kamp, videli rimsko peč, tako da že od nekdaj je to področje, kjer se je na Ptujskem in Dravskem polju gojilo tudi veliko žitaric, znano po dobrem kruhu, ki ga seveda k predjedem, juham, pa tudi glavnim jedem radi ponudimo. Zdaj, osnovna hrana je bila, že od nekdaj se je tukaj gojilo veliko svinjine, tako da eden izmed menijev Okusi Ptuja vsebuje tudi to, drugače pa seveda se to meso vključi tudi v predjedi teh krožnikov, ki so kot neke vrste blagovna znamka po vzoru Ljubljane, Radovljice, je že nekaj časa v mestih pri nas, pa tudi v manjših krajih, zaživela ta ponudba, ki ji pač reče okusi nekega lokalnega okolja. V našem primeru so to okusi Ptuja. Torej, imamo tako hladno predjed, verjetno bova nekaj takega dobile tudi danes na najino mizo za začetek. Upam, ja. Drugače pa seveda potem tudi kakšne sezonsko pripravljene juhe v zimskem času, ko zelenjave na vrtih ni veliko, mogoče kakšna fižolova juha, ki je tudi del okusov Ptuja. No, za naše okolje pa je vsekakor najbolj značilen ocvrti piščanec, postrežen s praženim krompirjem in kakšno sezonsko solato, ki seveda mora obvezno biti začinjena z bučnim oljem, ki je značilno za to naše vzhodni del Slovenije in seveda na naših mizah nikoli ne manjka. Tudi ptujski luk začinimo z tem značilnim vonjem našega olja. No, in če se ne motim, obstajajo te vaši okusi tako v krajši kot v daljši različici. Ja, tako, kolikor imajo ljudje časa, da se ustavijo v našem mestu, lahko, pa tudi odvisno, koliko so se po mestu že sprehajali, koliko so lačni, lahko torej dobijo obilnejšo ali pa manj obilno različico v različnih kombinacijah teh naših lokalnih dobrot. Takole, nekaj sem vam dala, kaj dejansko ne sodi na našo mizo. Takole, začnemo z hladno predjedjo, se pravi okusi Ptuja. Tokrat smo jajček pripravili v pireju, zraven je suhomesni izdelek mesarije Kokol, potem nadaljujemo z skuto svežo z kmetije Lenart, okisana čebula, se pravi ptujski luk, da je pa še nekako bolj žmohno, pa smo zraven dodali čatni ptujskega luka, tako da uživajte v okusih, dober tek želim. Hvala lepa. Hvala lepa. No, mene res zanima, kaj moj zlati ključ pravi, tako da mi dovolite, da preden začneva še preberem. Seveda. Hvala. Veseljem. Tudi jaz sem radovedna. Ja, ne?
Pozdravljena. Žal se s tem, ko si me še tretjič našla, najino druženje na Ptuju končuje. Verjamem, da si uživala v najstarejšem mestu v Sloveniji, ki se po zgodovinskem pomenu enači z Ljubljano. Strnjeno srednjeveško jedro s lokovanimi uličicami, obdanimi z zanimivimi fasadami in z veličastnim gradom nad mestom je mogoče zlahka videti v enem dnevu. A sproščen ambient, kultura kavarn, odlični hoteli in vinske kleti zagotovo prepričajo, da ostanete tukaj še dlje. Idej za aktivnosti in izlete vam ne bo zmanjkalo. Dolgujeva še zadnje vprašanje gledalcem. Tudi tokrat je odgovor nanj sestavljen iz 2 besed. Zanima me, kako imenujemo doživetje, ki ga prej še nismo nikoli izkusili. Del odgovora sem s tem že povedal. Namiga zate nimam več, se pa kmalu spet srečava, kje točno ti še ne povem. No, tako doživetje vem, da sem v teh 3 dneh doživela tudi sama, tako da vem, da odgovor ne bo težak. Zdaj pa napadiva to hrano, jaz sem že pošteno lačna. Zlati ključ. Ptuj je res eno posebno mesto, pravi časovni stroj, v katerem se lahko živiš v nešteto različnih zgodb in vlog. Prepričana sem, da se bom še vrnila, že med mojim mini raziskovanjem sem si označila nekaj lokacij, katere si moram še bolj podrobno ogledati. Pa tukajšnja hrana in pijača, sploh ne smem misliti na te dobrote. Zagotovo se bo treba še vrniti. Vi, drage gledalke in gledalci, pa ne pozabite sestaviti nagradnega gesla iz ugan, ki jih je zastavil naš ključ, ga poslati na našo Facebook stran Zlati ključi in tako sodelovati v nagradni igri. Se vidimo drugič. Lepo se imejte. Pozdravljeni. Sedaj ste videli, kako zelo bogato zgodovino ima mesto Ptuj. Seveda pa ob tem ponuja še več za nepozabne oddihe. Ko obiščete Ptuj, lahko obiščete Ptujsko jezero, največje stalno jezero v Sloveniji, ki nudi dom več kot 230 pticam. Okrog jezera se lahko odpravite peš ali greste s kolesom. Mimo Ptuja vodi Dravska kolesarska pot. Seveda pa se s kolesom ali peš lahko odpravite tudi na idiličen mestni vrh, kjer boste ob poti zasledili številne turistične ponudnike in imeli nepozabne razglede na okolico in vinograde. Po reki Dravi pluje ladjica Čigra, Ptuj pa ponuja bogata kulturna doživetja, saj praktično vso leto potekajo tukaj številni festivali, ki bogatijo staro mestno jedro. Ob tem pa ne gre pozabiti na galerije, kjer domujajo številna umetniška dela. Torej, razlogov za obisk Ptuja je več kot dovolj, sami se prepričajte in dobrodošli v najstarejšem slovenskem mestu.